Ponovno se morajo uveljaviti načela etike in morale. Brez tega bomo težko govorili o pravni državi. V gospodarstvu to pomeni spoštovanje obvez, sodelavcev, zaposlenih, okolja in plačilna disciplina. Državni neodvisni organi morajo hitro in učinkovito izključiti iz gospodarstva vse tiste, ki se gornjih načel ne držijo. Zmanjšanje stroškov za politiko, debirokratizacijo državnih in občinskih služb, učinkovit in neodvisen pravni sistem, stabilen finančni trg, ki mora biti razvojno usmerjen v predelovalne dejavnosti, ugodnejše davčno okolje in olajšave za investicije, učinkovito delovnopravna zakonodaja s ciljem ureditve trga dela, fleksibilnost pri zaposlovanju, odpuščanju ter določanju višine plače sorazmerno s produktivnostjo. Ustvariti splošno mnenje, tudi družbeno, da je tuj kapital v Sloveniji zaželjen, da tuj kapital je dobrodošel investitor tudi v bančništvu, energetiki in infrastrukturi. Istočasno spodbuditi konkretne tuje investicije v modernizacijo proizvodnih procesov in gradnjo infrastrukture. Pri plačah zaposlenih zmanjšati del za socialne prispevke in davke ter ga obrniti v neto plače zaposlenega z namenom, da se prejemki povečajo in s tem tudi potrošnja. Spodbujati z enkratno subvencijo, da podjetja v svoje poslovne cilje vključijo tudi trajnostni razvoj, ki je na zahtevnih trgih zelo cenjen in daje prednost pred ostalimi konkurenti. Spodbujati večjo povezavo med raziskovalnimi inštituti in univerzami ter podjetji s končnim ciljem ustvarjanja inovativnih proizvodov s posebnim poudarkom na recikliranih in manj energetsko potratnimi izdelki. Gospodarska zbornica Slovenije naj bo vpliven partner v socialnem dialogu, naj bo katalizator mnenj in idej, ki se porajajo v gospodarstvu. Te ideje naj posreduje in zagovarja na vseh ravneh v dobrobit slovenskega gospodarstva. Naj ne bo vezana na nobeno politično opcijo, naj bo neodvisna, konstruktivna in kritična pri ustvarjanju splošne ekonomske politike. Na tem področju naj vsaki vladni garnituri nudi kritično pomoč in oporo.